očitno te more motati. Ja, predvsem te more motiti, da imaš fokus. Nikoli nisem razmišljal, ampak zdaj, To je tako, kot če imaš golfa, pa vsi golfa vozijo, ali pa če imaš Kio, vsi Kio vozijo. Tako pa vsi so iste barve. Ne, oziroma že kad gledaš, še ko kupaš, že kad razmišljaš, da boš kupil, vidiš vse te avte. Se pravi, oni imajo očitno fokus na to. Očitno, It makes sense. Kar neki. Aha, pa si pa gledal in pri Albina je res redek ime. Ja, sej, je zelo redek. Še nisem srečal. Tudi jaz ne. Poznam enega Albina, poznal sem enega Albina. Jaz tudi. Ja. Ampak to je pa to. A veš, kaj je zanimivo, ne? Zanči bila Nika na Beatlesu, ne? Aha. In je bil nek njen žlahtnik, starejši, Justin, ne? In ona gleda tisto, prav, kdo bo je tem, da so že mrtvi, pa da jim je dal Justin ime? Ona Justin imena sploh ni povezala tako, da bi prebrala pač Justin. Bieber je prevelik, ne? Ja, lej. Justina. A veš, počas skubljamo ta naš jezik. Tale pa gre kaj le mal na sorry, druga stran mogo pokazati. Zglajzal. Čeprav, kar je zanimivo, ne, ker te, ki imajo ponavadi največjo skrb za naš jezik pa našo kulturo, najbolj ga mrcvarja. Govorijo, pišejo. To pišejo pa sploh. Zadnjič sem poslušal, zakaj je angleščina tako bogat jezik. Zato, ko v bistvu ni en jezik, ampak je zmešanca iz Francozi so bili neki cajta, pa so pa od njih prevzeli, pa ki so v Angliji. Od vsega stari, da nikdo ni vplival na njih. Njihova stoletna vojna. Ja, neki, ne vem kaj. Vse neki cajta so bili neki Francozi tam na jugu. Ja, često šli, vse to je logično, veš, če greš tam je najmanj. Vala, pa polka si enkrat splave narediš, pa vojsko prekuplaš, a veš. Pa se tudi. Se zavleče, preden te ven kiknejo. Vse takrat se je, veš. Una stoletna vojna se je kar zavlekla. Mislim, da celo skoraj 130 let se je zavlekla. In še neki pol teli severnaki so prinesli in tako. In je taka mineštra ratala, zato imajo toliko različnih besed za eno te isto staro v bistvu. Pa tudi recimo danščina, pa to je zelo podobno. Danščina je neka mešanca angleščine pa nemščine, recimo. Švedščina je čisto ista, kot danščina, se baje, razumejo? To sem jaz od dancov slišal. Veš, se pravi, ne, se, razumejo se čist. Itak se pač disajo drug drugega, ampak pa itak so se z drug drugega napadali, levo, desno. Tudi po ledu so prišli čez. A veš, da ti dajo, ne vem, recimo potvajna, da ti dajo širino, ne? Nasplošno, ne, tako, v izobrazbi, ne, in verjetno pač te narodi so dosti potvali, okoli sicer so pobijali pol tam druge narode, ampak v bistvu, kaj že ga spoznaš. Tako, ja. Hej, kaj pa ti tukaj? Kaj že pa ostali živ? Tiste, ki niso bili všeč, jih pač. Dokaj ga nisi si ga pač. Z ostali bi si se pa pač pol pogovoril. Pa kakšno ženo spoznal. Tudi ne, valjda. Kaj je bil, ne vem, kaj je bila zebancija za pridruži se marincem, ne, a veš, potuj po svetu, spoznaj zanimive ljudi in jih postrelj. To je bilo tudi v reklami? Mislim, da ne, to je bila neka taka parafrizirana varianta. Mislim, da se s tem ne bi reklamiral. No, ampak glej, nikoli ne veš. Kakšna skupina bi verjetno tudi na ta način se dobila člane. Pozabili so še in uživajo veliko alkohola in mamil, a veš. To je, optional. To je samo v teh veteranskih filmih, ko pridejo nazaj. So bogi. Ja, če ne sam polja več. Če ne, se je polih bolj za. Ja, pa že vmes najbrž, ne. Se nekje se boš navaditi. Mi smo pa klebelj ždel, pa verjetno pol nismo tok.
Ja, nismo od kipu. Vse so drugih nam prši. Pa so nam bogatili ta jezik. Seveda, veš, šalca, lep slovenski izraz, sigurno ni slovenski, ampak je skodelica. Pa tudi mi smo krokodili, samo nas je premalo nas je, veš, da bi neki impact naredili nekje. Veš, pa nas se tudi izsiljevali, posod nas je dosti, ne, sam... Samo oni, ki se izsilijo, ne pridejo nazaj. Ja, in to itak, ne, ampak veš, ker nas je toliko malo, ne moreš nekega, ne, veš, Angležo je pa le so se, ne, povsod jih je bilo dosti. Povsod se je gledal, poleg tega so zavojevalci v svet, ne, to že tukaj kolonizirali so, ne, pol sveta, ostali drugi Španci ali pa Francozi, ne, pa ostanejo, ne, ti jeziki so pa lažje, kako bi rekel, ne, če so naredili uradni jezik angleščino, ne. Veš, imaš že pol celo Ameriko. Ne? Svetovni uradni jezik. Ja, hitro priješ do tega. Ne? Zdaj sem se spomnil še enega efekta iz učbenika za zgodovino za 8. razred. Ja. Ne, v bistvu veš kaj, ne, da jim je v bistvu temle kolonizatorjem je uspel v 80-ih letih 24 milijonov staroselskega prebivalstva v Ameriki zradirati zdaj ali z raznimi boleznimi, ki so jih prinesli, oziroma pač z ognjem in mečem. Ja, najprej bolezni, pa ogenj in meč. Glede na to, da so prišli iz Evrope, kjer je vladala cerkev, ne? Oziroma kralji z klerom. Tako da, ampak, no, in po me je v bistvu zanimal podatek, sem šel pogledati, kakšno je bilo število prebivalcev na Zemlji takrat. Ja. In je bilo predvidoma 461 milijonov ljudi takrat je živelo na Zemlji. Recimo, čez pol milijarde. 5% prebivalstva so zradirali. Genocid, ja, sej ampak nikjer ne beremo v tem genocidu, ne, tako da to bi bilo danes 400 milijonov ljudi, ne, če bi gledali, če nas je 8 milijard zdaj, ne, ali kako. Ja, zdaj se takrat recimo, valjda seveda, ko so Španci, Južno Amerika so v bistvu Azteke zbrisali. Sam ba je, da so 70 ali ne vem, več kot 2/3 posto, da so bolezni. No, samo da jim je bilo tudi načrtno, ker so jim več kot pol, da je bilo to tako kemično biološko orožje. Jim pač deke dajali. Kužene s kozami. Jaz sem mislil, da je to pač pač ne. Mi smo taki svinakari, da smo to sabo prinesli, zdaj se bo videl pač nažalost. Nisem bil odporni, ja. Ne, je bilo tako, biološka vojna. To je pa še slabš. Ja. Jaz sem mislil, da ono zadnjo tretjino, ko se z ognjem in mečem, redu, veš. Ja, se zgodi. Ne, so kao z njimi menjali te, ampak se načrtno dejali te. Mislim, tako z vidika imperija, ne, če bom kdaj imperialist, da vem, veš, sam en virus moraš nekako sprožiti, pa fak, kaj pa če to? Še neki. A bi mi začeli? Ne, zdaj smo že ajde, povej še to, ajde, povej. Kuga. Ja. Se je začela v Aziji in se je preko Italije razširila po Evropi. Ja. Dobar, Italija itak so pluli v krog, ne, tudi. Valjda. Ne, ampak zdaj, kje je prišel v Evropo? Ja. Je v Italiji. Ja. Tako da, ja. Dobar, to ne moreš reči. Teoretiki zarote, imate za cel teden dela, tako da... Cel teden sem malo. Mi pa pejmo malo štopaca, ne? Zdravo, to je podcast o življenju v vesolju in sploh vsem in včasih tudi v enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Naročite se na naš podcast, točno tu, kjer nas zdaj le poslušate. Smo pa tudi v vseh predvajalnikah in predvajalnicah in seznam pa najdete na hvalazavseribe.si, kjer nas lahko tudi podprete. Aljo? Kje sem je? Pod mano. Odspod pod sijem se. Mi pa pejmo.
Ne, zdaj mi je odpiral to kcaj. Mi pa pojmo iz daljne preteklosti, o tem, kar smo zdaj govorili, srednjega veka, v bližnjo preteklost in se pravi pa pojmo v zadnji teden, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. V prejšnji epizodi smo bili na Baklanu. Mislim, se je zdaj že popravljam, zdaj že na Balkanu. Okay. Dobro. Mal tajpo se je prikradel. Ja. Po dolgih ekstremnih opazovanjih smo ga najdli. Jaz sem že v soboto gor dal, pa sem bil ful vesel in prvič mi je ratalo v soboto naložiti zadevo in sem imel v nedeljo frej, ko smo šli po Stonsko jamo. Je bilo fino? Super, the best. Okay. Še bolj pa Predjanski grad. Okay. Ker smo šli najprej v Predjanski grad in nismo bili pol zmatrani. Tako da je bilo res kul. Ampak in mi je to ratalo in smo se pravi od sobote do četrtka je bil Baklan, ampak se zgodi. Naš prijatelj, dežurni lektor iz Amerike, Ruči ga ni opazil tako, da Ruči slaba. Pa tudi polke, ki se je bil popravke narobe opazil. Še to, tako da Ruči je fired. Ne, nisi. Se te že plačali nismo, ampak da. Se je dokazan, da če so črke samo v napačnem zaporedju, da možgan to sam prebere. Se to je po mojem. Se je meni opazil, razen zika in danes res dolg sajta gledal. Takoj sem kliknil, takoj sem videl, pa sem gledal, čakaj, jaz narobe vidim, ali je. Naslednji človek še dve črke spustiš, pa bo še zmeram šlo. Zdaj li gledam tam, ko smo se to pogovarjali na Slacku, ali je bilo tudi takrat narobe. Po mojem, ker res to skozi kopiram. Čakaj, bom najdel, pa obvestim. No, v glavnem smo bili na Balkanu in preverili, kako je bilo z Dr. Hujem. To je bilo pa tudi to, kaj smo imeli še kaj. Naši junaki so bili pa na poti do... Ta ladja nima imena. Ne? Mislim, italijanska restauracija. Ok, sam veš, bi bila... Se še ne vemo tega. Ne, že zaenkrat nima imena. No? Zaenkrat nima. Zaenkrat nima. Lahko, da ga bo imela. Da bomo videli. Tako da, preden pa imamo tole ime, gremo v notranjost restauracije, pa opozorilo za kvarnik. Evo, noter smo in Artur ima spet, ga je primo gadan flash, kot bi rekel Valentino Canziani. Prej je bila tudi napaka. Skozi od začetka je napaka. Od začetka je, tudi ko smo se opazili. Nismo opazili. Od sobote do danes. Jaz sem videl slike, pol sem videl šele, da od spodaj piše tako. Jaz sem pol videl, pol nisem mogel več ne videti. Se pa, kad vidiš, to je to ono. Kad vidiš racal, kad veš, racal je zajc, kad nekaj vidiš, pol skozi izvidiš. Racal je pa zajc. Točno to. Pa ki zvedu, kva more pisati. Ki sploh nisi bral, ampak si že vedel. Se vedel, valjda, itak. Itak. Bomo že. No, Artur tudi ni vedel, kje je in kva se mu spet dogaja. Artur je dogajal. Zdel se mu je, da je ena od misli vesolja in da je vesolje ena njegovih misli. Pa da je veter, pa da vem, vse živo. Spet jedo neke gadne stvari. Mislim, da se Douglasu malje, kako bi rekel, verjetno je samo svoje opise dal tudi malo. A misliš, da je bila že tretja knjiga, pa da je rabo malo več? Ja. Čeprav ni bilo nikjer zapisan, da bi on kaj, ne. Dobar, Perček, klunček je, da to perne moče, to vemo, pa odžinček, ne, to ja. Ampak ni pa bilo rečeno, da je bilo kaj, mislim, da bi kaj... No, a misliš, da tole... Čeprav stari, vse smo že govorili, glede na to, da je na onem travniku padel, tudi najbrž ni bil sam na peru, da je... lahko pa tudi, kaj pa vemo, kukarkoli, no. Kukarkoli, No, ampak v resnici pa vzletelne. Ja. Preveč ve o teh stvarih, da bi bilo to lahko zgolj na ključi. Pa prevečkrat se pojavljajo te stvari, veš. Tako. Je pa res, da tudi, da sem bil 70, tako da veš, v 70-ih je bilo to, ne, že v zraku v resnici. 0,5 promile je že notne, oziroma pol pivnika ima že. Zrezek z gobovo omako, z gadubo verjeten z unimi. Zdaj sem gledal... Ti malo potrese. Zdaj sem gledal serijo Love in so jedli gobe in so jih dali v sendvič,
je, da so gobe same prav za nič. Čize nič. Niso dobre. Mislim, jaz sem samo čaj je bil v redu, ampak tako suhih pa še nisem. Jaz sem tudi požvečil, če smem reči, pa ni fajn. Mislim, kaj bi suho gobo žvečil. Pač ni dobro. Pa ni važno, je to una za pomivati ali pa una. Ja, skoro tam, no. Tam nekje. No, sandvič z majoneza ful pomaga. Verjamem. Zdaj imaš blazno veliko tega v čokolado dajo. Lahko si že tudi na netu tablico s čokolado naroči. A veš, kaj je noter, v vsakem rebrčku je tok, kar rabaš. Nice. Sam pa je to nevaren, ne. Veš, pa ljudje, ki ne vejo, ful dobro, A čokolada? Ja. Jelej? Ja, preveč cukra škodi, imaš prav. Ja, je. Veš, koliko je v porastu je debelost, ne. Treba biti previden. Moramo biti previdni. Pejmo mi nazaj, skozi hodimo nekam drugam, sam da so droge. Pa... Ja, pa ti sem slišal, kako gobec sem slišal enega frenda. Vala. Od frenda vem, drugače ne vem. Ja. Ki bo je njegov prijatelj. Ja. V glavnem Ford je malo navdušen nad tole ladjo, ampak malo pa tudi ni, ker mu ta interijer italijanske restauracije mu res ne všeč. Ne. Čeprav je pa navdušen, je imel ta. Ne. Mislim, ne, to, da pač gre ka pri norcih naštevcoma ful, ne. 220. Čedna škatla. Ne. Ja, čedna škatla. Ne. Interijer mu ni všeč, interijer ga malo motne. In ga sladkega zignorira, ta je bila lepa. Ne? Tako da zgleda kot človek, ki se muči s pretvarjanjem Fahrenheitov v Celzija. Medtem, ko mu gori hiša. Ta je lepa. Ja, ne slišiš, veš, mislim, da se nekdo s tvojim okusom ne strinja, ki pride k tebi domov. Sam res, ja. To ni v avto, to je prišel v kučo. Mislim, ti si prideš k tebi domov in ti pol en začne, komu pa to je. Ok, lahko to vidva pa enemu drugmu komentirata, ampak ne. Te pa bi rekel, to slika skupaj, pa da ti da jajc pizat. Pa tako baro stenaš, da je nehino, kamal. Pa ta hladilnik, tle na placu bo božga. No, to pa res, to smo pa danes ugotovili, da imamo res hladilnik, v katerega gre 9 platojev donacij noter brez predalov. Pa še sadje nismo. Pa še kaj, mislim, lahko še v zimnico, pa še kaj lahko fukneš noter. Tako mislim, še kaj zajest. Ne, tukaj ni, ampak če bi hotel. Ja. Če bi bila sila. Če bi bila sila, lahko. Tako da res je dober hladilnik, če tak hladilnik bom imel tudi jaz. Jaz tudi. Ko bom velik, saj nimam placa zdaj. Jaz tudi ne, naslednjič. En kuhnoven vrgu pa mi dal tak hladilnik. Ja, tako je kak, ja. No, v glavnem Ford še zmerni navdušen na to Slatijevo nad bistrojem, ne. In je pač vse je fake, nič mu ni pogodo, ne. Še lažni beton pa nekaj. Ja, beton, plastika pa tako naprej. Vse iz plastike pa. Ampak, ne, ugotovi pa, da je zlato srce v primerjavi z njo kot električni otroški voziček. Veš, Ker sem mislil, da je zlato srce res stopne. Ja, in pol postreže s podatkom, da ne, v bistvu 2/3 galaktičnega obsega, ne, da so že ruknili, ne. In če vemo, da je primer Rimske ceste 100.000 svetlobnih let, ne, je to kar veliko enega prostora in časa. Ne. Ja, ta bistromatično. Ja, pa ta naša galaksija je ena od maljavžen. Otroški voziček v primerjavi z, ne vem, A380 recimo. A380 je dolga, velika. Ja, in pol Artur butne to modro, ne. Da kako je čuden, kakor dlje in hitreje potuje človek po vesolju, toliko bolj se zdi njegov položaj v vesolju nebistven. In pa ga vmes prekine, ker to res vrhunsko spet je ta Douglasova primerjava, koliko smo majhni v bistvu, ne, in koliko to, ko se že nekaj cajta pogovarjamo, v bistvu, da ta življenje je res v bistvu nebistven, če pogledaš z večje perspektive. Ne. In prav tako so tudi vse te neumnosti, ki se nam dogajajo. Tako da, drage in dragi, poglejte malo z bolj delč, pa se vsekirite malo manj,
Kakor piše na platnicah te knjige, samo brez panike. V ponedeljek bomo šli pa v lockdown. Ja. Pa ne vem, zakurili bojo pol države, ki bo folk popizdil. Ta se ne bi dobro končala, ampak gledajte, tako je. Drugače, v primerjavi z vesoljem smo en miši kakec. Ja. Ja, le, ampak vsak zase smo pa najpomembnejši, a ne? Vse, veš da. Ja, to pa vse vede. Že glede na to, da smo že zdaj dali se pravi tale individuum smo dali pred skupno dobro, ne? Pol vidimo, ne, kam gremo, ne, in koliko v bistvu nam koliko sami sebe res pomenimo. Ja. Ja, in te ideje individuum pred skupnim dobrom ima tudi Ford po nekem čudnem naključju. Res je. Ker Slarty pove, da pač ne. Da mora rešiti vesolje, galaksijo. Rešiti bo treba galaksijo, vse to, ne, in starodavna mora vesolja in bla, 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 in da bo potreboval pomoč. Ford pa sam žurat bi šel. Ja, ne, lahko ne vržeš tlele, mislim, kjerkoli pač ti paše. No, fukano je ven, ne da si mislim. Mila bom malo šla, pa že začne po štoparcu iskati, kje so najbolj zabavne. Ja, kje je dober žur. V razdelku seks, droge in rock'n'roll. In pol že 3 prsa v lačugu najde in to se čist bliz, pa to. Dej, fukano je ven. Ne, Slarty pa se ne da, ne, in prav, da je prekletstvo, da bo, ne, veš. Ne, zelo temačno razlaga. V bistvu predčasen konc vesolja, ne, da to pa, če gre za celo vesolje, pa to že kar oranž peterno, bi rekel. No, to mislim, Ford se ni dal kaj preveč motati. Ne vem, samo veš, mogoče ga pač ni on dojel, ne, kot neko avtoriteto. Ne, mislim, da veš, koliko imaš ti teh ljudi, ki ti govorijo, da v jutri konc sveta, ne vem, pa vsega skupaj, ne, pa ti mirno greš po svojih opravkih, ne. Pa na pivo, ne. Čeprav to je res, ja. Sam le, veš, on nima vesoljske ladje, pa ne vem, naredil fjorde. Ja, mogoče bi njega malo poslušal, no. Če bi on, a veš, naredil je fjorde človek. Ja. Stari, on ima neke kompetence. Kompetence, no. Ja. Mogoče mi kva govori. Ni bajzer, ki je glih kar napihnu čom, pa prav, da bo jutri konca ta. Točno to, veš. Ali pa sam tul na internetu. Plakete ima modela, veš, plakete ima. Tako, ima plakete, a veš, naredil si je pokazal, to sem jaz naredil. Ja. A veš, na tul na internetih, ne, da vse bo šlo v kurac. Poglej, ne, tam je pa ne vem. No ja, klej imaš prav, ja. Hudiček je vaše otroke, ali ne vem. Prav, ja. Tako da ima nek, ne. Ja, ampak vse en blok rekel, da starmo se izkreglali. Tudi lahko. Ja, lej. Ok, a veš, koliko imaš tudi takih, ki so bili včasih pametni, pa se jim je pol zbalinali. To je res. In pa res, da tudi Slarty, veš, da tako zgleda malo čuden, pogubljen je. Ja, se ga bolj predstavlja. Ja, veš, ja, nekaj se sam rečeš, da je starija s tablete pozabil. Smisel za dramatično smane. Je tak del, da lahko greš le kjerokoli stran, odvisno, koliko se počutiš. Tako je, to je v bistvu res. In Artur se je v bistvu počutil... Artur je bil zadetka mamba. V bistvu je nekaj še vesolje. The speed of light ga je, oziroma bistromatični pogon, ker bomo kmalu zvedeli. Ampak pol Ford se pa še ne da in pol prebije, da ne. Da moj zdravnik pravi, da ima deformirano železo družbene odgovornosti in prirojeno šibkost v moralnih vlaknih. In zato... Pa se on ni bil politik. Ne, ampak ta je res dobra. Ne, se glih le to vidi. In pa še prej, in zato se bo proščen reševal vesolje. Ta je pa kaj v 3. razredu. To je to. Jaz bi imel pravičilo. Točno to, bi imel pravičilo napisali, jaz ne moram travati. Jaz vse papirje sabo. Ja, mi ni treba. Ne pa oči z odvetnikom prišel. Ta bo bete. Ampak, ker Slarty Bart Fast pa Artur greta po štengah gor, ne, v zgornji štruk bistroja, ne, pač, kako že, zadega štoparca v bisago in gre za njima, ne. Kaj pa če ne. Ja, kaj pa če ne. In takrat se šele začne dogajati, ne, ker prijete gor in tam je, rekel, kar mala
Zdaj, ko prijete gor, je pa citat, ko smo glih v osrednjem računalniškem prostoru. Citat pa tokrat prebere Blaž Maležič-Pajser, Hupi Frut na basu, na tipkovnici, pa še kje bi rekel. Ne. Tako. Da, pa tudi eden naših prvih podpornikov, če ne prvi, se mi zdi. Ja, definitivno. Mislim, da je prvi. Mislim, da je bil prvi. Ja. Mislim, da je prvi, tako da Blaž, hvala že ves ta cajt. Zdaj pa cajt. A se slišimo najprej? Slišimo se, ja, seveda. Ok, dobro, super. Zdaj pa cajt, da prebereš citat. No, bom kar prebral. Artur je v nenadnem preblisku zaslutil, kaj bi to lahko pomenilo. Pa ni mogel verjeti. Vesolje vendar ne more teči na tak način, si je mislil. Nemogoče. Če bi bilo to res, si je mislil, bi bilo tako nesmiselno, kot če potem je rajši nehal misliti. Večina nesmislov, ki si jih je lahko izmislil, se je v resnici že zgodila. Eneč, fantje, dobro delite še naprej, pa se veste, ne? Brez panike. Čau. Ja, Blaž, bomo se trudili še naprej delati, hvala tebi. Ja. Brez panike pa vedno, ne? Tako, hvala. Ja, Artur je imel spet en preblisk, ampak ta v bistvu niti ni tako bistven, zato ker, kot si zdaj prej rekel, preden smo šli na citat, gor se pa dogaja nekaj, ne. Gor se dogaja. Ja. Je kar zgleda kar divja, nekaj zelo divjega, ne? V bistvu ena simulacija, ko bi rekel. Gostilniškega življenja. V bistvu je bila robotska zabava. Tako. Robotski žur, ja. Ja, no, ni bila to vse izgledali, tako drugače pa roboti so imeli sindikalno zabavo. Ja, v bistvu, v neki fancy restauraciji. Ne? Tako. Zgleda, so bili to te upper class robots. Veš, zdaj ljudje zaenkrat delamo še te delovne robote, ne? Te so bili pa v bistvu, ne. Da si se prvošil malo. Žurerski roboti v bistvu. Dosem bo živalska farma evolvirala. Ja, očitno. Do upper class. Če so jih naredili po svoji podobi, valjda, da mora biti tudi kastni sistem med roboti. Najbrž bo še hujši. Ja, in v glavnem, pol se v bistvu Slarti pridruž tej žurki mal. Ne? Ja, on gre noter. Zgleda, da tam mal henga z njimi in da ne. Dogaja mu, da je v restauraciji, ne, a veš. V bistvu, kakor pravi avtor, umetelen ples, ne, ki je vključeval vse od denarnic do čekovnih knjižic, tam je bila lepa. Veš, se pokaže še na tiste dobre stare čase, ki si lahko imel plačo, pa pol nisi imel plače, pa si imel pa ful čekov, pa je bil cela Ljubljana tvoja. Cela Ljubljana tvoja. Sem pa to dampnil, pa je klicala Nova Ljubljanska banka, pa sem mogel vrniti. Brez veze. Ja, tu smo govorili, vse. Okay. Pri meni se ni zgodilo tako, ker čeki pol niso hodili, pa so prišli ulomk vrednosti tistega, kar zgoraj. Pa tudi vsa pošta, ki sem jo dobil iz prve, nikoli me niso lovili po celi Sloveniji. Tako sem jo, ja, res. Čudak. Očitno nisem za politiko, ker prehiter pošto dobim. Ja, dvigneš je, veš, to je tvoj problem, ne? Se, kad je nisem dvignil, mi je pa prinesel. Ja, a ni to zanimivo? Vse nas najdejo. Oziroma, da zadnja faza je tista, da je uročeno. Kaj ti kar samo kasel zvržejo, pa piše. Jaz sem ignoriral, mislim, po navdihu našega velikega vodje sem ignoriral. Ne, sej ni, zdaj mislil, da je on kažen, da si on kaj posebenega spomnil. To so delali vsi že od zmeram. Ja, a veš, vsi... Ne, tudi ne, ampak vsi dobimo, ne? Do tebe pride. Prideš, karkoli dobiš. V tretjem poskusu pride četrti poskus, ki je smatra se za uročeno in zdaj, če ne boš, bomo pa ne. A veš, poleg tega, da je nekdo tam človek, ki ga imaš skozi, ga imaš, veš, kje je. Več ali manj cajta, veš, kje je, bo ali pa kje je, ne? Ampak on pa tega ne dobi. Ja. In pol pade zadeva. Ampak Slarti Bart fast je pa očitno dobil ta račun, ker pol je prišel ven in je... To je on tukaj bil program je delo, ne? Ja, sej. Tukaj on je, ne, v bistvu pol je povedal, da je to najmogočnejša računska sila, kar jih pozna paraznanost. Ne? In pol jo je povabil še v sobo informacijskih prividov. To je pa dobra istočnica za pečino obešalnik.
Ja, pa smo prišli do konca. Na družbenih obrežjih smo posod afno opravičujemo se, recenzije ali ocene sprejemamo v podcast predvajalnikih, ki jih podpirajo. Hvala. Imamo pa tudi novo digitalno tajnico na hvalazasaribe.si, poševnica tajnica. Res je fancy. Smo prišli naprej. Tehnologija. Tehnologija, tako da pokličite kaj, pošljite sporočilo, citat, whatever, tako da to je to. Ja. Vidimo, da sta dva že povedala še komu za nas. Hvala obema. Kaj pa ostali? Ste že povedali komu še za nas? Tega bomo zelo veseli. Veseli bomo pa tudi vaše podpore na hvalazavseribe.si. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. hvalazavseribe.si. To je bil pa drama. Imamo kakšne podcasterske nagrade, da te nominirajo. Da te nominirajo. To je pa bilo. Outro podcasti. Če res jih moramo pa spomniti. Sej, lahko pa to je. Si podelimo eno. Ja, lej.